tej interpelaciji je dala svoje podpise in celotna poslanska skupina Slovenske demokratske stranke. S tem se pridružujemo temu, da je pravzaprav na ta problem in na ta način dela te koalicije, ki se dogaja v tem primeru in to že nekaj let, da želimo pač na te stvari tudi opozoriti. Ko je včeraj ali prevčerajšnjim, oziroma ko so včeraj prevčerajšnjim 3 poslanske skupine koalicije, to se pravi SD, Zares in pa Liberalna demokracija, napovedali tiskovno konferenco za odreditev preiskovalne komisije, smo vsi pričakovali, da bo ta preiskovalna komisija preiskovala ta primer. Vendar žal se je ta koalicija sedanje odzvala drugače in je s tem manevrom, ko je vložila preiskovalno komisijo za raziskavo nekih brezplačnikov v preteklosti, pač izvela nek manevr, s katerim je želela pač preusmeriti pozornost na druga dejanja, na neke druge zadeve. In to je vložila to zahtevo za preiskovalno komisijo pač celo nepopolno, ker se ni hotela niti obravnave vseh brezplačnikov, ampak samo enega ljudja. Skratka, s temi prirejenimi akrobacijami, političnimi manevri je ta koalicija poskušala odreagirati in zamaskirati ta primer. Tu je več ali manj istega napada na človeka, na ljudi in iz vseh teh dogodkov, ki se sedaj dogajajo, je postaje očitno, da koalicija pač želi na vsak način zaščititi svojega ministra. Da nišče od koalicijskih partnerjev, pravzaprav nišče v koaliciji, se do tega primera, pa je že 10 dni, kar se je ta drugi primer zgodil, ni odreagiral. Vse, kar se je dogajalo, je bilo izmikanje in vse, kar se je dogajalo, je bilo pravzaprav so bile aktivnosti, ki so ta primer pokrivali. Očitno je, da za to koalicijo, tako kot je že kolega Žerjav povedal, pravna država pravzaprav ne obstaja ali pa ima 2 ravni. Za osebo, ki je bila pravzaprav neposredno povezana z primerom teh živali in je utrpel hudo telesne poškodbe, pravzaprav pravna država ne more zaključiti postopka. V drugem primeru, ko je šlo za živali, ki so nevarne, pa lahko nekdo preko svojega vpliva, vez in poznanstev doseže tudi tako odločbo, tak rezultat, ki ni v skladu z veljavnim zakonom. To, kar se je zgodilo z vračanjem teh živali, ni v skladu z veljavnim zakonom. Kajti do vračila teh morilskih psov ni moglo priti drugače, kot da se je zgodilo veliko aktivnosti vplivnih posameznikov in ne samo vplivnih posameznikov, ampak tudi funkcionarjev. Mi imamo primer v prejšnjem mandatu, ko je kolega Sajevic vložil zakon o odgovornem lastništvu psov in ravnanju z nevarnimi psi. Ta zakon je pravzaprav bil neka modifikacija takratnega veljavnega zakona in je dopuščal drugačen postopek pri ravnanju z nevarnimi psi. In ta zakon, ki ga je kolega Sajovic vložil v 15. členu, omogočal postopek, ki se je dejansko zgodil v tem konkretnem primeru s kršenjem zakona. Šele 4. ukrep tega zakona je predvideval predlog za usmrtitev živali. In ta zakon je pravzaprav predlog liberalne demokracije in ta zakon najbrž že povezan s tem in da sluti, da se je zadaj dogajalo marsikaj, da bi se poskušalo pravzaprav, ali pa bi se poskušalo nepozorni v tedanji koaliciji potakniti tudi spremembo zakona, ki bi v tem primeru na legalen način
na zakonit način omogočila tudi sprejem takih odločb oziroma ukrepov, kot so se zgodile v tem primeru. In tu zagotovo lahko iščemo tudi sledi klientelističnih povezav, lahko iščemo tudi sledi kakšnih drugih odločitev in to bo najbrž potrebno tudi v bližnji prihodnosti oddelati tudi na drug način.